Kljub temu je bilo kar nekaj pripomb, tudi glede tega, da se vsako leto ponavlja enaka zgodba. Najprej strašno optimističen, investicijsko naravnan proračun, potem pa z rebalansom ne samo 10-20, ampak skoraj prepolovljen in več znesek za investicijske odhodke. Potem se vedel v proračunu kar nekajkrat prenos iz leta 15, kar je sicer prav, če takrat nismo plačali, nekaj treba dati, ampak to je že drugi proračun, kako da tega nismo gotovili, ko smo sprejemali prvi rebalans. Ena stvar je ta, da ne vem, ali smo sposobni kadrovstvo v občinski upravi, ali imamo dovolj potencijala, da bomo te projekte res izpeljali v zadnjih 2 letih. Glede na to, da smo sprejemali dvoletni proračun, zakaj ne sprejemamo tudi rebalansa za proračun leta 2017? Bi še enkrat želela poudariti, da smo sprejeli tudi proračun za leto 2017, da smo v letošnjem letu določene projekte ukinili, jih prenesli tako naprej. Pravzaprav sploh nimamo jasne slike, kaj je s temi projekti, ali grejo, ali bodo realizirani v letu 2017, ali smo končno odstopili od teh projektov. Kot je pojasnil župan, načrtujejo naslednjo sejo 22. decembra, na kateri naj bi obravnavali tudi rebalans za prihodnje leto. Gre za to, da je še kar nekaj naznank, predvsem na področju projektov, ki bomo umeščali v celostno trajnostno, v sklopu celostnih trajnostnih naložb, namreč tako Evropska komisija kot ljubljansko ministrstvo za službo vlade za kohezijsko politiko še podaja zadnje napotke, kaj je sploh možno umestiti med sofinancirane projekte in kaj ne. Ti napotki pa bodo dali najbolj možno realno sliko.